A veste, ko ste bili prvič zagledani, zatreskani, zatrapani, zacopani, zaljubljeni, ko ste čutili metuljčke v želodčku, ko niste mogli spati in pol je bilo kar naenkrat konc. Razšli ste se z osebo ali pa ste ugotovili, da vas sploh ne opas. V želodcu ni bilo več metuljčkov, ampak skala. Vi pa še kar niste mogli spati. Če ste že bili na tem čustvenem vlakcu, potem ste že doživeli razpad zveze oziroma strto srce. Strto srce je edina poškodba notranjih organov, ki jo lahko pozdravite brez obiska zdravnika. Vse, kar potrebujete, je čas, ki zaceli rane. Ampak samo metaforične rane. Če imate dejansko luknjo v srcu, pojdite k zdravniku. Ne boste verjeli, ampak niste prvi primerek v zgodovini, ki je doživel strto srce. In danes bom govoril o določenih primerkih, ki razhoda niso najbolj sprejeli. Začnimo v mitološki antični Grčiji, kjer se špartanski kralj Menelaj poroči s Heleno, ki velja za najlepšo žensko na svetu. S tem se strinja tudi en drug model, princ Paris, ki Heleno prepriča, da bo bolj srečna z njim v Troji. Paris in Helena zbežita, Menelaj pa je zaradi tega, milo rečeno, jezen. Tipček je bil šefe Špartancev, ljudstva, ki je prehlajene dojenčke metalo v brezno. Normalno, da ni dobro pohendlal break-upa. Kje smo ostali? Aja, Menelaj vse svoje vojščake naloži na vse svoje ladje in skupaj grejo tept Trojance. In vojna je tako epska, da traja 10 let. Celotna zgodba izhaja iz epa Iliada, ki ga je napisal Homer. In kaj smo se iz tega naučili mi? Tudi če vam kdo spelje punco ali fanta, ne zaradi tega začeti vojne. Maščujte se raje tako, da napišete zelo dolgo pesnitev, s katero se bodo morali mučiti najstniki še dolga stoletja. Pesnik Dante Alighieri. Vse veste Dante, bratranec od Giovannija in brat od Bianche, on je celo svoje življenje trpel za strtim srcem. Zaljubljen je bil v prelepo Beatrice in njej na čast je napisal božansko komedijo. Čeprav, pazite to, nikoli nista bila zares skupaj. Tipček se je v Beo zaljubil potem, ko jo je videl dvakrat in enkrat ga je celo pozdravila. In kaj smo se iz tega naučili mi? Bodite bolj pogumni kot Dante in najprej osebo povabite na pijačo, šele ko reče ne, lahko začnete furati cafar. Človek z najbolj divjim ljubezenskim življenjem pa je bil zagotovo angleški kralj Henrik VIII, ki se je poročil kar 6-krat. Najprej z bratovo vdovo, a mu je ona rodila samo hčerko, kljub temu, da si je on res želel sina. Bednik. Kralj se je nato zaljubil v Anne Boleyn, s katero se je ni mogel poročiti, ker je bil že poročen. Zato je prosil papeža, če lahko razveljavi njegov zakon, ampak je papež rekel, ne brat, sega, ajaj. Kar je papežev direkten citat. In zato je kralj Henrik izstopil iz rimokatoliške cerkve in ustanovil anglikansko cerkev. In kaj smo se iz tega naučili mi? Če ne marate nekega pravila, postanite kralj in pravilo enostavno spremenite. Henrik in Ana sta se poročila in kmalu dobila hčerko Elizabeto I, kljub temu, da si je kralj res želel sina. Bednik. Še parkrat sta poskusila, ker ni bilo prestolonaslednikov, je kralj svojo ženo obtožil veleizdaje. Ano so obglavili, kralj pa se je naslednji dan poročil z Jane. In kaj smo se naučili mi? Prvič, nikoli se ne poročiti s Henrikom VIII. In drugič, če imate nesrečno ljubezensko življenje v easy, ne takoj sekati glav. Pejte rajš do frenda ali pa frendice, pa se o vsem skupaj malo pogovoriti.